Torej, kar se tiče obiska, smo zadovoljni, ker nam ta iz leta v leto raste, sicer počasi, ampak vendarle konstantno. Letošnja sezona bo tudi v znamenju predvsem pridobivanja mlajšega občinstva in zelo smo veseli, da je že prvi projekt na tej ravni uspel z 138 novimi abonenti celjskih srednjih šol, ki bodo odslej postali gostje našega cikla Vespere muzike. Letošnja sezona ostaja razdeljena na 4 cikle, na glasbene sobotnice, ki so prav tako vzgojno-izobraževalne narave kot koncerti velike glasbe za male otroke, ki jih pripravljamo v Otroškem muzeju, v Muzeju novejše zgodovine Celje. Potem Vespere muzike, namenjene komorni glasbi, torej kot eni taki deficitarni zvrsti v našem mestu. Potem cikle Jazz Duet, spet nekaj, kjer mogoče še kot urbana sredina nismo povsem zaživeli in želimo tukaj letošnje leto našemu občinstvu predstaviti predvsem lokalne dosežke na tem področju z tistim osrednjim koncertom. To je predstavitev nove zgoščenke celjskega saksofonista in komponista Jake Kopača. In pa potem tisti četrti, recimo temu neuvrščeni ali pa nerazvrščeni cikl, kamor pa umeščamo predvsem gledališko, mladinsko, eksperimentalno produkcijo, tako našega gledališča Hiše kulture Celje, ki za letos pripravlja Orwellovo živalsko farmo, zanimivo produkcijo, ki bo na eni strani zabavna, na drugi strani zelo družbeno kritična, kolikor poznam naše mlade ustvarjalce. Potem so delo, ki ga upravljamo na regijskem nivoju v povezovanju s partnerji Žalca in Velenja, v okviru regionalne kulture naveze Triangel, ostajamo pri teh sezonskih večerih, jesenskem, zimskem, pomladnem in poletnem, pa seveda gostovanja različnih partnerjev pri nas v Celju, letos predvsem na področju prizoritvenih umetnosti. Tako da 29 projektov nekje se načrtuje znotraj teh 4 ciklov in upamo seveda na čim večje število ponovitev, tudi gostovanja naših produkcij drugod po Sloveniji in tujini, tako da bi se z dogodki približali tam nekje številki 50 v celi sezoni. Kar se tiče pa sredstev, je pa predvidenih za samo vsebino, torej za program 50 tisočakov, ki bomo pa pridobili tako na razpisih našega mesta, Ministrstva za kulturo, recimo, da je to nekje v okviru 20 do 25%, ostalo pa na trgu z pokrovitelji in pa z lastno dejavnostjo, torej prodajo vstopnic in produkcij.